Hejla, moje ime je Vanessa in došli nazaj na mojem kanalu. Torej danes bomo snemali mukbang, ampak ne vem, če sem se oblekla pravilno za mukbang, ker pač imam belo pa majico tako, teda verjetno bom si sam dala eno drugo majico gor. Pa se vidimo v sekundi. Zdaj upam, da je dovolj vrela svetloba in to. Hrano sem naročila z Volta, ki v bistvu tudi sodeluje z mano v tem videu, ampak bom o tem malo več povedala kasneje. Probala sem naročiti malo več hrane, ker je pač mukbang, kjer načeloma ponavadi ješ več hrane kot pa sam nekaj malega. Tako da zdaj to, če se ne motim, so neki začinjeni ti, no. Ok, torej to so v bistvu countryside potatoes. Tukaj imam navadne krompirčke plus te sesame fingers. V bistvu pa pridejo skupaj z navadnim krompirjem, tako da imam ogromno navadnega krompira, ker sem naročila še te mozzarella sticks in pač vse dejansko pride z krompirom že. Tako da ga pač imam malo več, da ga ne bom pojedla, ampak pač tukaj je. Pa še en krompir. In to pa mislim, da imam te tortilla rolls, če se ne motim, oziroma tortilla chicken se imenuje, ki pa so tukaj. Sploh ne vem, kako naj jaz v bistvu to nastavim, ampak mislim, da se zdaj vidi. Imam tudi za pit, tu noter je jabolčni sok, ne pivo. In pa vodo imam še. Mame, ok, Srbija. Da sem si dala make-up gor po ful dolgem času, pač trepalnica me ful peče. Pa še hot dog imam. Hot dog imam pa v bistvu navaden, upam, da je čist navaden. Ja, jaz vedno samem sam hot dog jem sam z pač hrenovko pa kruhom in dejansko so mi dali sam hrenovko in kruh. Vam pokažem. Sicer pa je tukaj zraven še solata, paradižnik, omaka, ja, to je vse pri navadnem, ampak jaz tega ne jem, tako da sem pač rekla, če mi lahko prosim dal brez. In ena stvar, kar pač moram reči, da pri Voltu mi je ful super, je to, da dejansko od mojih, pač prisežem, da več kot 30, ampak zdaj imam, pač pišem 25 plus orderih, mi niti še enkrat niso zasrali, oziroma enkrat mi je McDonald's, ko sem naročila. Ja, tako da, to je to. Zdaj, zadnjič sem vas vprašala na Instagramu, pač da mi date mogoče neka vprašanja, o čem bi radi, da govorim, o čem bi radi, da se pač pogovarjamo, ker pač dolgo nisem snemala in to. Ogromno vas itak me sprašuje o true crimeu, tako da najbolj, da to predelam najprej. Zdaj, true crime je meni ful zanimivo, pač to ful da gledam, ti zdaj gledam na Netflixu, oni Unsolved Mysteries, ampak se pogledal komaj en del. Ampak je pač fora v tem, da res imam ogromno časa in jaz zdaj delam, trenutno nimam faksa, ampak res cele dneve delam, pol pa mislim cele dneve, pač delam, ko sem doma pa sem še imela ful nekih drugih stvari, obveznosti, kar nekaj skozi in nisem imela časa snemati, oziroma največji problem je raziskovati za true crime primere, ampak mi je ful zanimivo, zato tudi delam. Dejansko sem jaz z true crimeom obsedena že po mojem za osnovne šole. Pač vedno smo mala se rada gledala te primere, Unsolved Mysteries itd. Pa rada sem gledala kao te scary stories, ampak ne pa samih scary moviev. Ta countryside ni bad, ampak sem mislila, da bo bolj, da imam bolj močen okus po nečem, ampak imam občutek, da je v bistvu sam paprika posipana preko navadnega krompirčka. Kar pač ni bad, ampak sem pričakovala, da bo močnejši okus. Navadni krompirček je dober. Tudi to je dobro, ampak sem pričakovala, da ima več okusa. Zdaj, no glavno že od mojega sem pa obsedena s tem. Vedno sem gledala te Discovery ID in podobno in pač me je vedno ful zanimalo, me pa bilo hkrati ful strah tega. Mene še zdaj, pač jaz ful narada hodim sama, kar bi se načeloma dost punc, ampak pač ful narada hodim sama, kje
da bi nekdo kaj naredil, tak časti, ko sem sama, me je kar strah. Ampak, dala bom na pol. Meni je hrano, kaj vam pravkar padla. Jeksi. Upsi. Teda ja. Teda definitivno bom še delala to, ampak vam ne upam pač vam reči, ja, ne vem, naslednji teden bo video, ker me je strah, da pol ne bo. Ampak zdaj sem skušam spet, malo bolj, ko imam čas, da gledam tu Unsolved Mysteries in to, ker bolj, ko jaz gledam te stvari, bolj mene potegne v to. Zdaj, v tiskarni, naročena iz kavarne tiskarna, ja, in vedno jaz jem tam pri njih hamburgere, pa onion rings, ampak se mi zdi, da sem zdaj že tolikokrat to jedla, pa vedno, ko zdaj naročam, pa zdaj par dni je bil Andraž pri meni, kamera, in smo skozi jedla te hamburgere in to, in sem se odločila, da pač bi jedla nekaj drugega, probala neke druge stvari, in zato sem si vzela hot dog, da upam, da bo dober, ker rečemo mi bo bad, da nisem naročila hamburgera. Hot dog mi je dober. Tako cool. Moče ne zgledam reči duša, ampak hot dog mi je ful dober. Bi ga še naročila, ampak je trenutno ful suh. Tako da bi mogla piti zraven. Meni se zdi, da je moče kruh malo presuh za moj okus, ampak mi je ful dobro. Če pije zraven, ampak če imate omako, verjamem, da je boljše, ampak jaz vse jem ful suho, ker pač nimam nikoli omak. Zdaj, pri meni je to včasih problem. Če imate omako, moče ne bo, ampak trenutno sem sama, da vam ne morem povedati, ker meni drug ni zraven mene in je. Ja, to je kar o true crime-u, bo, ampak ne vem kdaj. Druga vprašanja, ki jih dobivam je, dosti me sprašujete o tem, da sem se spet preselila, kje živim, itd. O mojem življenju. Da vam povem, živim v Ljubljani spet, zdaj sem bolj v centru. Preselila sem se spet, ker sem imela ponovno težave z lastniki. O tem bom mogoče naredila prav video, ker pač v zadnjem letu, odkar sem se izselila iz prvega stanovanja, kateri je bil v bistvu največ na mojih videih, sem imela konstantno neke probleme z lastniki. Menjala sem 3. Bilo je res pač grozno. Da dajte, jaz bi rekla, pač bodite pazljivi, kam greste, da podpišete pogodbo itd. Ali na koncu največje probleme, ki sem imela z ljudmi, ki je bil lastnik oziroma sorodnik, odvetnik, ki so naredili pogodbo, kjer smo podpisali za 1 leto, kjer sem imela dovoljenje, da imam obiske, kjer sem imela vse. Takrat sem imela fucking največje probleme in še zdaj nekaj vrste imam, ker se še kar gre dalje in pač ne morem sploh verjeti mi nareč. Nareč bi rekla, kje je to, da se ne bi kdo tja vselil, ampak pač ne morem tega narediti, ker pač ja, tako da pazite, če imate feeling, da kljub temu, da je vse brijal na papiru, pa da so prijazni, ampak imate v sebi feeling, da ni okej, dajte ga poslušati, ker pač najverjetneje ni okej. Znači pa ja, zdaj spet živim nekaj druge, zaenkrat je ful vrejo, sem plačala že, zdaj bom kmalu drugo in v tem času še nisem imela niti enega problema z lastnikom, kar se ponovadi pač pokaže že v prvem tednu realno ali pa pač v prvem mesecu, kar se je tudi pri prejšnjih. Tako da ja, ful je vrejo. Zdaj za faks. Skura pa je ful dobra. Imam že skoraj vse naredo. Manjka mi še pol izpita letos. Pa bom pravim, moram narediti, ko ga lani nisem šla pisati, če pač tisto moram narediti. Tako da ja. Ne vem, kaj sem hodila povedati. Mozzarella sticks so ful dobri. Kljub temu, da jaz nimam toliko rada sira in teh zadev, ampak so ful dobre.
Glavnem, faks je načeloma bil ok na spletu, ne vem, kak ste vi imeli države. Osebno bi ga imam raje na faksu, ampak če ga imam preko spleta, pomeni, da lahko delam več, pa da lahko delam tudi druge stvari, ker pač ne rabim iti na faks, ampak lahko imam hkrati delam več zadev. Zato mi je ful verjel. Glede izpitev, eni vem, da je bilo lažje preko spleta, pa če so lahko švindali ali pa ne vem karkoli. Meni osebno, ja, mogoče je bilo lažje, ampak jaz ful nijem tega rada, da bi 100-krat raje šla na faks pisati težji izpit. Ko pa preko spleta, ko pač so vražim to. Sploh, ker niso bili vsi pripravljeni, in bo tako čudno, sem mogli imeti kao 2 kamere pri enih predmetih in pač je bilo tako, vse je štekalo, tako tu sem mogla imeti telefon in me je moto pri pisanju, to je bilo ful nadležno. Edino, ki je bilo verjetno pri angleščini, tam si imel v bistvu neka aplikacija, ko pač moraš biti skozi na istem zaslonu, ker če slučajno kaj klikneš, te ven vrže iz izpita, kar je načeloma ful ok, ampak je enim štekalo in pač, če se pomotoma kjerokoli drugo tipko klikne, ko ni bila črka, jih je kar ven vrgla neke take fore. Ja, pač pa je bilo ok. Ne vem, kaj mi je boljše. Mislim, da je najboljše kura, ali mozzarella sticks, maybe. Ful imam hrane, ki je v life ne bom pojedla. Ampak ok. Ok, torej, zdaj sem vas pa na Instagramu vprašala, da me vprašate nekaj vprašanje, bom šla malo skozi to, da vem, kaj vas zanima. Zdaj, še eno vprašanje, ki se pojavlja, je o mojem trenutnem ljubezenskem življenju, če ni preveč osebno, ker mi je ful cute, da dejansko niso sem tak, ne, ok, pač o mojem trenutnem ljubezenskem življenju. Trenutno moje ljubezensko življenje je ful v redu. Imam fanta, ki je ful vrejo se razumeva, skozi smo skupaj, večino časa, tako da, to je to. Zdaj, ne vem, kaj drugo naj prav povem, na YouTubeu ne vem, kdaj bo, ne vem, če bo, to je v bistvu bolj neodvisno od njega, pa od tega, kakšne videe bom delala, ker pač če delam jaz true crime, itak je težko nekdo poleg, tako da, ne vem, kdaj bo na internetu, oziroma na YouTubeu, ampak načeloma pač bo, ko bo. No, zdaj nekaj to skrivam, ja. Ja, to je to. Sprašujete me tudi glede mojega bivšega, torej jaz sem v bistvu imela samo 2 fanta, tega, ko imam zdaj, pa pač mojega bivšega. Načeloma nismo v stikih, ne se pogovarjamo, če se pogovarjamo, je pravi, da pač jaz njemu pišem in pač spoločem siliti v njega, v katerega. Z moje strani pač jaz nimam nobenih zamer, ker pač se mi ne zdi, da je kaj za zameriti. Še vedno, ker me ful sprašujete, sploh ne, ko ste pač mlajši, kak je potem pogovoriš z nekom narazen, je ful odvisno, jaz ne morem govoriti, jaz lahko samo govorim za sebe, ne za druge vrste razhodov, ampak na način, ko smo mi šla narazen, je bilo pač, pač dejansko je minilo že skoraj 1 leto od tega, 11 mesecev, pa pač jaz, ko tako govorim, je pač hudo. Ni zdaj, ja, pač, kar se tiče mojega bivšega, če bi karkoli rabo, pa to bi me še vedno pomagala, pač ga imam še vedno rada, jaz imam ful rada ljudi, ki jih imam rada, ne kaj ljubezenskega, tako da ja. Ampak se pravi, pač zdaj še niti ni minilo 1 leto, pa pač jaz narada silim v ljudi, tako da, ampak ja. To je v bistvu to glede mojega bivšega, zdaj tisti, ko vete, kdo je bil, tako vete, da bi pa zdaj nič govorila, ker ni primerno. Ja, ampak se pa ne druživa, če to, mislim, ker vas to zanima. Kar se tiče drugih razrez, pa je itak pač drugače. Zdaj, če nekdo nekoga prevara ali pa če so res neke zamere ali pa tega, je lahko dosti težje, ampak po eni strani lažje.
ampak, ja, zdaj pa sem spet v zvezi, že tudi ful dolgo, mislim ful dolgo pač, je še neko obdobje, ni tako 2 meseca. Ful je fajn, ful prijel se razumema, ful ga imam rada, teda, ja. Pač, vedno tako, če se vidim v prihodnosti s tem fantom, ali koliko otrok bom imela, pač, udaš gre. Pač ja, jaz nisem v zvezah, za brez veze, načeloma, pač ni mi do tega, teda, ko sem z nekom skup, vidim prihodnost in upam na prihodnost, zaradi tega, ker če bi jaz bila tak, noga se mi se taknila. Če bi bila tak, samo začasno, se mi zdi brez veze, tako da ja. Potem se me spraševali glede na svetu za šolo. Kaj se meni zdi, jaz nisem točno pravi naslov za to, zato tega, ker jaz nisem nikoli kaj preveč učila, nikoli še zdaj se ne. Že zdaj, ko je neki pomembni izpit, se jaz komaj zraven spravim. Tako da, ful ne vem, pač. So ena aplikacija, tako Quizlet, kjer si lahko delaš flashcards pa to. Jaz, kaj vam pač svetujem, je to, kaj sama sebi svetujem, pa ne upoštevam. Pač, da se probaš sproti učiti, vsaj delati zapiske, pa pač v šoli dansko pisati, ne vem, na faksa, pa tega, da pač si zapisuješ in potem doma narediš zapiske, ampak pač jaz, ko še delam, pač še YouTube, pa kaj tajega, pač nimam cajta za to in pač tega ne delam potem. Na koncu tedna pa se že ful nabere. In se mi ne da pač itak biti na faksu, ki je pač obvezno recimo pol dneva, pa polit delati, pa zvečer edino, kar bi imela fraj, delam še za faks, ne, teda pač se mi ne da, ampak na tak način je po mojem najlažje, da se vi to zapomnite. Lahko pa enkrat probam narediti video z tipsi pa to, ki jih jaz vem, pa če bom danes začela upoštevati, da vam povem, kako se to dela in kako je to koristno. Ja. Ful mi je fajn, ko ena ljudi recimo samo neka stvar zanima. Recimo eni bi cel life radi bili pač ne vem frizera, pa je tega. Pač me se zdi to ful cool, pa ti 100% veš, da bi bil zdravnik, ne? Medtem ko jaz pa jaz sem rada šla veterina, oziroma veterina več niti ne toliko, pač v biologijo, v angleščino kot pač profesorca, po drugi strani bila pač marketing za neko firmo, pa PR, polje pač spet, mislim pač ful stvari, ko pač jaz ne vem, za katero bi se odločila in kaj bi šla, kar je najboljše, sem mogla malo res fiksno odločiti. Po tretji strani pa bi se snemala, kak jem in služila s tem. No, torej, tu v strani vam nekaj pokazala, kako izgleda, kako se naroči preko Volta. Z mojo kodo KOVŠE5, oziroma KOVSE5, dobite 5 € popusta oziroma 5 kreditov, ki veljajo en mesec. Uporabite pa jih pač registraciji ali pa tudi kasneje, lahko jo vpišete kodo, ampak je samo pri prvem nakupu. Pa zdaj so dejansko znižali minimalno naročilo na 8 €, kar pač pomeni, da dobite za 10 € res kosilo dobro, oziroma 5, če uporabite mojo kodo, ali pa manj, teda res ful super. Jaz naročam prek Volta ogromno, s mojim fantom skozi jema, ker pač je ful hitro, oni pridejo včasih mi prija v manj kot pol ure, ali pa pol ure do 1 uro max, da dobim jaz hrano. Vedno je topla, vedno upošteva vse moje navodila. In pač jaz ne jem nič, jaz ne jem omak, ne jem paradižnika, ne jem 3/4 stvari. Jaz vedno napišem, prosim, brez kumaric, paradižnika, omake, čebule, itd. In pač nikoli še niso zasrali. Moram potrkati zaradi tega, da ne bom da se ne preveč prehvalim. Tako da ja, tudi dostavljalci so vedno ful super, nisem še imela nobenih težav z njimi. Načeloma vedno se pravim, vedno pride to, kaj more. In dejansko sem sodelovala že prej z njimi, sicer prek tak postov, pa sem se več pogovarjala z njihovo marketing, I guess, ki je ful
pač vsi se pravim, vsi so ful prijazni. In sem se pogovarjala, če bi pač delali mukbang video z mano, v zameno za hrano. Da ni zdaj tu, da jaz služim masne denarje z tega, ampak je v bistvu sam oni sponzorirajo video, da jaz lahko tukaj jem in I love them. Res konstantno naročam prek njih, tako da, ja, tudi tiskarna, ker jaz sem zdaj to res iz tiskarne, je ful dobra, vedno, njihovi hamburgeri so res ful dobri, da jih pač morate probati. Drugače pa je še ogromno drugih restauracij, ki so pač ful dobre, pa dejansko imajo tak tedenske akcije, kjer so recimo neke pice pa pač od specifičnih restauracij, recimo vsak teden 5 restauracij, ki ima 20% znižanje na določene zadeve ali pa neka darila dobiš poleg. A res pač ful vrejo. Njihov support je ful odziv, najbolj odzivno od vseh, jaz nisem imela tako odzivni support. Pač zadnjič sem naročila hrano, ne vem, ob 7 in sem jo pomotoma schedulala za naslednji dan. In sem bila tako OMG, ne, kaj naredim, in sem hitro pisala na support. In so mi v roku pač 5 minutah skenslali naročilo, vrnili denar in kredite, ki sem jih imela. In sem pač sam še enkrat naročila za isti dan in je šlo vse skozi, pač res, če ti slučajno restauracija zavrne naročilo, ti ponovadi kao vpraša, zakaj ali kaj tega, če je vse okej, pač res so ful vrejo, pač ful pomagajo. Ful mi je zabavno, ker se vedno preko gifov z njimi menim, napišem hvala in potem dam gif in je pač ona me nazaj in pač amazing. Na supportu, ne vejo, kdo sem jaz. In pa ja, jaz za svojim denarjem kupujem tudi. Jaz sem se skupaj, recimo od 35 naročil, je bilo verjetno okoli 10, manj kot 10 verjetno zastojn, ker so bili sponzorirani, vse druga jaz pač sama kupujem. Ker pač je ful dobra. Pa doma lahko jem, to bi ful vrejo, jaz nara lahko imen. Ok, to je to, bom reškrat zaključila. Jaz tega sploh ne jem. Pač to je, ok, Tami je po mojem najslabši od vsega, kaj je tukaj. Kar še vedno ni bad, namer, da robe razumete, ampak jaz sem si ful dosti hrane kupila, ker kao je mukbang, ne? Ampak je ne morem, ker ne morem več jest, ampak bom pustila verjetno za fanta. Po mojem pol prišla in bom to pojedla, zadela. Ampak pojedla te sesami pa mozzarella. Ja. Ja, to je v bistvu to. Zdaj sem se malo zagovorila. Če ima taka vprašanja za naslednji mukbang, napišite spodaj. Bom še verjetno delala, razmišljala sem, da bi mi probala združiti mukbang in true crime. Tam mi spodaj napišite, če bi vam se zdelo to zanimivo. Pa se vidimo v naslednjem videu. Dio!